kako je proračun naravnan in koliko bo težak? Ja, res je, proračun je okvir, ki zaznamuje delovanje občine v naslednjem dveletnem obdobju. Ne nazadnje tudi tam uresničujemo potrebe in pa želje po razvoju naših občank in občanov. Sprejet je bil s 16 glasovi za, kar je dobro sporočilo, da 2/3 občinskega sveta podpira zgodbo, ki omogoča gradnje in pa razvoj. Proračun je usklajen, kakšnega posebnega zadolževanja ne načrtujemo, tudi ni potrebe. Skušamo pa zagotoviti nemočeno življenje na vseh področjih, začenši z vrtci, osnovnimi šolami, javnimi zavodi, potem pa seveda sredstva za šport in kulturo se ne zmanjšujejo, povečali bomo sredstva za pomoč in podporo gospodarstvu, velik poudarek tudi turizmu in pa gorskemu kolesarjenju, potem pa številne investicije v vsaki od krajevnih skupnosti. Proračun nismo pripravili v občinski upravi, mi smo bili ti zadnji krojač, ki je obleko samo dal na obešalnik. Proračun so nam pomagali skozi leta pripravljati številni občani, društva, javni zavodi, sestali smo se z vsem 13 krajevnimi skupnostmi, vsaka od krajevnih skupnosti v tem proračunu dobiva kakšno razvojno investicijo in to je tisto, kar mislim, da pelje naprej. Zdaj smo določili 14-dnevni rok še za predloge, amandmaje, usklajevanja do 25. novembra, potem bomo pa na decembrski seji 22. decembra, jaz sem prepričan, sprejeli tudi predlog proračuna od velikih investicij, kompleks BPT-ja, kar 2 rondoja, številni pločniki, ceste, nismo pozabili tudi na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V politični, konstruktivni in pa korektni debati občinskega sveta pa večkrat izpostavljene tudi športne potrebe, od nakupa zemljišč za nogometno igrišče v Križah, kot tudi obnova parketa v dvorani Tržiških olimpijcev, ki je zdaj žal že v 13 letih mnogo prezgodaj postal problematičen in pa otrokom nevaren. Tako da sem prepričan, da bomo tudi z usklajevanji pripravili dober proračun, ki odgovarja na razvojne izzive in pa potrebe občine Tržič. No, že v prvi obravnavi je bila kar precej obširna razprava na določene postavke, čeprav je verjetno težko komu vzeti, komu dodati. Jaz sem prepričan, da bomo zadeve uskladili. Videli ste danes, volja je po iskanju rešitev, kompromisov in konsenzov, tako da sem prepričan, da bomo zadovoljili interese in potrebe tako naših občank, občanov, kot pa tudi želje in pa programske usmeritve občinskega sveta.